Zdaj pa, da se za konec še pa malček pošalim, jaz pa mislim, kolega Logar, da če bi vprašala državljane, ali si koalicijski poslanci zaslužijo 30% večjo plačo, ob predpostavkah seveda, da je vzdušje in pa klima v državi takšna, kot je zdajle, in se javni dolg na BDP zmanjšuje, jaz mislim, da bi državljani to podprli. Kaj na to pravijo državljani, ki naj bi dvig poslanskih plač podprli? Kaja Kobetič. Ni šans. Zakaj ne? Zakaj pa sem za njih? Zakaj pa samo za njihove? Zakaj pa bi pač eni več dobili kot drugi, saj so bili vsi izvoljeni. Če si zaslužimo vsi. Jaz mislim, da bi mogli biti vsi v to vključeni, ne pa samo določena. Pravila so enaka za vse. Najprej s tem pokaže za dobro države, da se bojo pač temu odrekali. Mora biti še za ostale, kaj, sorry. Vsi za vse ali pa noben. To se mi zdi čist totalno absurdno. In kaj bi v praksi pomenilo, če bi poslanci koalicije, denimo pobudnik Aleš Rezar, dobili 30% višjo plačo? Namesto dobrih 5000 evrov bruto, kolikor je prejel septembra, bi dobil 1500 evrov več, torej skoraj 7000 bruto. Gospod Rezar, ali povišica bo, kakšna in za koga? Z nekaj cinizma in satire sem želel zgolj opozicijskim poslancem nastaviti ogledalo. Kaj je bilo pa ključno sporočilo pa je, da je za uspešno delo ljudi potrebno tudi primerno plačati.